Živimo v enem času, ko je dinamičnost zelo cenjena. In tudi avtomobili se na ta način tržijo ali pa oglašujejo. Ampak, ko hočeš to prijeti, ne veš čisto točno, kaj bi dinamični bili. Najlepši primer je recimo vzpon športnih terencev. Vsi se oglašujejo, da so dinamični. Ne? Nihče ne pozabi povedati, da je to športni terenec, pa ne veš čisto točno, kaj šport je, pa če je šport samo za na cesto, kaj pravzaprav lahko on ponudi v tem smislu. Mi bomo danes pravzaprav šli v svet tega, kako bi dinamično se morali voziti in potem se pa lahko vidi, kateri avtomobili dajo več možnosti za to, da se take dinamične predispozicije avtomobila izkoristijo. Ko govorimo o dinamični vožnji, v našem kontekstu to pomeni to, kar so mene recimo učili, ko sem vozil predsednika ali pa ministre ali pa kakšne druge ljudi, je v bistvu VIP prevozi. Ne? In ni večjih VIP-ovcev, kot so tukaj danes z nami. Tudi jaz se vedno najbolj bojim voziti otroke. In vsi mi vemo, da nikoli ne bi vozili tako, da bi se lahko kaj zgodilo. Mi pa hočemo povedati, da se da tako voziti in da se da voziti tako tudi po omejitvah in da je to tisto, kar pravzaprav v vožnji iščemo. Tisti, ki iščemo od avta in vožnje še kakšen užitek. Vse kmalu bojo avtomobili avtonomni in ne bom nobenega užitka več, ne. Ampak dokler še ni tako, pa lahko pravzaprav po navadnih cestah, po naših cestah, po pravilih vozimo tudi tako, da imamo nekaj vožnje. Zdaj, kadar gremo sami, ponavadi vedno rečemo, sem pelil malo bolj tako, pa mi je pasala, ne. No, danes bomo poskusili tako peljati, da so otroci noter, pa da nam bo vsem pasalo, ampak da bo tudi njim pasalo. Za nas, za voznike, ni noben problem. Mi točno vemo, kdaj bomo prestavili, kdaj bo telo zanihalo, kdaj bomo zavirali. Mi vse pričakujemo naprej in vemo, da bo šlo telo sem, da bo šlo sem, da bo šlo naprej. Mi vemo, ampak noben drugo avto ne ve. Potem se recimo ločijo tudi avtomobili, koliko so prijazni do tistih, ki se peljejo v avto, zaradi tega, ker če vidiš ti veliko ven, pa če vidiš dober voznika, si znaš že malo predstavljati, kaj se bo zgodilo. Če imaš pa zelo majhen kot gledanja ven, pa ne moreš čist nič vedeti. In potem te samo premetava in če telo ne ve, kaj se bo zgodilo in ga premetava, potem je vožnja pač neudobna. Ključno sporočilo dinamične vožnje je v tem, da so pojemki in vse sile, ki nastopajo pri levem in desnem ovinku, čim bolj blage. Kako pa narediti ta presek, da je lahko vožnja dinamična, hitra, pa hkrati zavijanje ostro, pa da sunkov ni veliko, no, tukaj smo pa danes zato, da to poskusimo. Meja je zelo tanka, zato danes, kar bomo delali, je pravzaprav igra čutil pritiskanja in popuščanja. Še posebej seveda zavore. Zdaj bi pa jaz prosil dva, ki dobro rišeta. Samo naravno s črto potegnite sem. Zdaj pa naredite tlele eno črto takole. Vsi vemo, kako se zavira, ampak ko imamo VIP-ovce v avtu, moramo zavirati v 3 fazah. V prvi fazi stopimo seveda na zavoro, ampak blago. Takrat avto počepne. Zavore dobijo pritisk, ampak blago. Samo toliko, da pride pritisk v zavore in avto zmeri počepne na sprednjih kolesih dol, zadnji se malo dvigne gor. Potem pritisnemo močno, ampak zvezno in potem najbolj pomemben del, čist na lahko nazaj. Ta del je pomemben. Se pravi, blago, močno in potem zelo mehko nazaj. 3, 2, 1, gremo! Zdaj pa pride tisti drug del. Zdaj pa spustimo, da pride sila na telo malo nazaj, počakamo, da kolesa grejo v ovink in začnemo pospeševati. To je zelo pomemben. Ne takoj iz zavore na gas, ker bo nihaj v telesu prevelik. Kolesa, še posebej sprednja, težko dvoje naredijo hkrati. Težko in zavijajo in zavirajo hkrati. Se pravi, dajmo jim pustiti, da delajo eno.
zmanjšimo hitrost do toliko, da bo lahko šel avto lepo v smeri ovinka, počakajmo, da gre v ovink, potem pa lahko pospešujemo ven iz ovinka, ker na telo to spet ne bo imel posebne negativnega občutka. Seveda, telo bo šlo nazaj, pa nagnilo se bo, ampak bo že pričakovalo. V volanu roki obe gor na prečki in kar je najbolj pomembno v ovinku, zato da se vipovci dobro počutijo, je, da ne popravljamo veliko smeri. In da lahko pa to dosežeš, počakamo z avtom, ne zavijamo takoj, ko pridemo v ovink. Majčkeno ga počakajmo, da pride sprednji del, levi del avtomobila proti sredini voznega pasu. S tem si tudi kupimo neke rezerve, da če pride recimo motorist nasprot, ki seka ovink ali pa gre s telesom čez sredinsko črto, imamo možnost se mu umakniti še vedno desno. In ker ne gremo toliko hitro, da bi bilo karkoli narobe, prehiter pa ne gremo zaradi tega, ker smo do tukaj zmanjšali na tako hitrost, da bomo šli zvezno skozi, imamo dovolj možnosti, da lahko se motoristu recimo izognemo. Res ogromno ljudi to naredi, da prehiter zavije in gre prehiter na bankino, kjer je spet zoporen, ker so lahko tukaj lepo kolesari. In zdaj, teorija super. Kako to speljati do tukaj? Zato, ker to lahko narediš recimo v ovinku, ki ga poznaš. Ker točno veš, ko vsak dan ga pelješ in tako naprej. Veš, kje je treba začeti zavirati, veš, kje je treba spuščati. V ovinkih, ki jih ne poznaš, pa ne veš. Zato je nujno treba vpeljati v ta trifazni proces zaviranja najbolj pomembno stvar v vožnji. Da se gleda dosti daleč naprej in da se predvideva. Dinamična vožnja v tem primeru pomeni absolutno zelo, zelo varna vožnja. Ker mi, če gledamo dovolj daleč naprej, bomo znali predvidevati, kje je konc, bomo znali zračunati. Tako, ja, kar pospešujemo še, malo zaviramo, enkrat zavoj, na drugo stran mehko. Danes je tole, pogled v ovinek in približno takole bo treba zaviti, pa nazaj. In zdaj, če gremo v ovink in ga narobe ocenimo, popravljamo, to delamo. In to je to, kar pol premetava otroke levo pa desno. Če se mu mudi, pol zelo hiter vozi, pol je meni slabo. Kot dinamično vožnjo si predstavljam v bistvu, da znaš zavirati na pravem momentu. Si dosti hiter, ampak da to nihče od tvojih sopotnikov ne čuti. Voziš sorazmerno hitro, ampak tako, da ljudje v avtu tega ali ne občutijo, ali pa da jim saj ni slabo, da jih ne premetava, skratka, da jim je udobno. Da ni za tabo kolone, ko se pelješ čez ovinke. Da voziš v bistvu hiter, ne prehiter, ne dirkaško, tako da lih otroke odzadaj ne premetava, ampak vseeno mogoče uživaš v ovinkih v vožnji. Da si zadosti hiter in da še vedno si zadosti varen. Na ta način, kot delamo danes, gremo tudi na najbolj varen način v ovinek. Zato, ker zmanjšamo hitrost, preden začnemo zavijati. In šele, ko začnemo zavijati in ko avto začne iti v željeno smer, takrat šele pospešujemo. Na ta način tudi bistveno manjše sile delujejo na naše potnike. Je lahko dinamičen voznik varen voznik?
Po moje, ja, sam treba je široko gledati, pa naprej gledati. Ne. Takrat, ko se spustiš malo v tako vožnjo, moraš imeti malo bolj oči na pecljih. Jaz mislim, da je bolj varen dinamičen, kot pa pasiven. Tako da mislim, da je dinamičen boljši. Če si umirjeno, počasen, ne, da ne oviraš prometa, je ok, če si pa prepočasen, si pa verjetno nevaren zaradi tega, ker te bojo potem tisti za tabo bojo živčni, ne, in bojo naredili kakšno neumnost, ki je mogoče ne bi, če bi se promet normalno odvijal. Marsikdo se obnaša, kot da se prvič sedel v avto, precej nedinamično se vozijo. Vse prevečkrat se hitra ali pa dinamična vožnja povezuje z agresivno vožnjo, kar jaz mislim, da tudi slučajno ni res. Jaz rad vozim hiter, ampak če je možno. Kaj je bilo tebi recimo najbolj všeč? Da ja ti tako hiter voz. Na poti domov bomo lahko zelo sprobali tole dinamiko. V bistvu po teh cestah že do Celja, potem po Celja mimo Zinega mostu proti Sevnici je mirni, tako da imamo samo levo, desno. Mislim, da pa nam manjka predvsej takih stvari, takih šolanj, strokovnih nasvetov, da veš res kako odreagirati. Ker ti sicer misliš, da voziš prav, ampak za nasveti vidiš, da ni glih tako. Kaj pa je bilo vama danes najbolj všeč? Meni je bilo tekmovanje z družinama vzporedno. Super, dokaz pred možem, ali kako že pol, moram jaz reči, da jaz tudi znam mogoče. Sem si že prej v glavi vse začrtala, kako bom štartala, kakšni pospeški, tako da bom ja prva. Pa da me pol vi snemate, da cela Slovenija zve. Da pokaže celi Sloveniji, da me je prehitela. Ja, tako. Boljše avto imela. Ko ti nekdo malo napove tehniko vožnje, je malo drugačko, pa če ti sam žena govori, kako moraš voziti. Tudi najmlajša predstavnica naše družine je kar zdržala, tako da mislim, da je bilo zelo uspešno. V katerem ovinku ti je zob šel ven? Ni bilo, kar samo od sebe. Lana, zdaj povej, kdo boljš voz, oči ali mami? Mami. A vi ste dinamična voznica? Mož dinamičen voznik? Mož je, jaz pa ne vem, to bo pa mož povedal. Ja, zadnje čase vedno bolj, no. Sem bolj umirjen voznik, tako imam otroke. Jaz sem bolj med divjaki, zato se Julijan smeje. Jaz pa pogosto divjam, ker vozim otroke v šolo, v vrtec, na dejavnosti in tako da,